Pozdravljeni v oddaji 7 ob 7 in današnji nabor novic je sledeč. Nova davčna reforma, oziroma tresla se je gora, rodila pa miš. Tina Gaber svojega dragega obupno promovira še naprej. Milan Kučan postal junak nove knjige Igorja Omerze o Udbi, ki je nastala na podlagi arhivskih dokumentov. Dober večer, moje ime je Edvard Kadič in vi spremljate oddajo 7 ob 7, kjer imajo novice svoj karakter. Torej, napovedana davčna reforma je nekaj, kar je normalno v vsaki državi, da si državljani seveda veliko obetamo od tega. Zanimivo je, da, a veste, koliko so bili davki v srednjem veku? Koliko so bili visoki? Ne? Govorili se je o desetini, to se pravi 10%. Današnji davki so tako, trikrat ali pa 4-krat srednji vek, a ne? Mi smo zdaj v novem, modernem veku. No, v glavnem, naš finančni minister, Klemen Boštjančič, je napovedal davčno reformo. Ne smemo pozabiti kar takoj na začetku omeniti, da davčna reforma, ki jo je sprejela prejšnja vlada, predvsem glede dohodnine, je vsakemu med nami, državljani, omogočala po prvih izračunih približno 1000 evrov letno prihranka. Veste, kaj je bil prvi ukrep Golobove vlade? Prekrižali so to in to ukinili. Seveda, vse, kar je bilo od Janše, je bilo slabo, grozna, mi bomo boljši. In po 2 letih je na mizi davčna reforma, za katero pač stroka ta trenutek in predvsem ekonomski komentatorji zmajujejo z glavo in se zraven v bistvu hahlajo in zgroženo ugotavljajo, če je to, potem se nam pač ne piše prav posebej dobro. Do tega trenutka je največ, kar imamo od davčne reforme, to, da se je Klemen Boštjančič dobro skregal z voditeljem oddaje 24 ur zvečer, Urošem Slakom, o tem, da ljudje komentirajo, še preden dobro poznajo, zakaj sploh gre in da minister za finance sploh še ni predstavljal te famozne davčne reforme. No, roko na srce, minister ima po svoje prav, ampak to je pa tudi vse. Na portalu 24 smo že pred časom objavili en blog našega največjega, v bistvu, ali pa najbolj prepoznavnega strokovnjaka za davke v Sloveniji, in sicer Ivana Simiča, ki je v bistvu komentiral, da nima pojma, kakšen bo ta zakon izgledal, kako je s poenostavitvami, kaj je s sprejetimi pripadajočimi pravilniki, kako bojo te spremembe vplivale na spremembe informacijskega sistema FURS, koliko časa bo potrebno za implementacijo in Splača se vam prebrati ta zapis na portalu 24, da boste sploh razumeli širino problematike, ki nam jo je poskušal Ivan Simič nekako odpreti svojim razmišljanjem. Zdaj, kar pa zdaj že vemo, je to, da kakšne razbremenitve posebne ne bo, da pa bo obremenjena. No, ena mala razbremenitev, še posebej dobrodošla za male podjetnike pa je, in sicer naj bi se prag za davčne zavezance dvignil zdajšnjih, mislim, da je 50 000 na novih 60 000 evrov letnega prometa, kar moram reči, da se mi zdi zelo pozitivna informacija. In da druga stvar pa je, kar se zdaj obeša na veliki zvon, pa to, da bojo obdavčene sladke pijače. Torej, če še niste, potem preidite čim prej na tako imenovane zero sugar, to se pravi nič sladkorja pijače, zato da boste lahko pili še po stari stopni, mislim, da je 9,5, nekaj takega za hrano, znižana stopnja ali celo 5, se ne vem, no, ampak se ni važno. Ponovno bo pa, seveda, 22, tako da to je pa že bistvena razlika. Torej, če se Evropska unija ukvarja s pokrovčki za pijače, se mi ukvarjamo z davkom na sladke pijače. Vse ostalo,
Ma koga briga, vse je dovolj za vse, večkrat očitno, še posebej, če ste zaposleni v vladi. Za vse ostale pa na volitve. Tina Gaber je neutrudna promotorka svojega dragega predsednika vlade Roberta Goloba in tako je nastala še ena odlična promocijska zgodba. Če se spomnite prve promocijske zgodbe Halo Ana, znamenito Ano Roš v prvi osebi, ko je Robert Golob klical Ano Roš in jo v bistvu ji čestital, ko je dobila 3. Michelinovo zvezdico. Zdaj, vse skupaj je bilo tako poceni pa tako amatersko narejeno, da se je seveda cela Slovenija haklala. No, zdaj pa še boljš. Zdaj je pa radijski voditelj, Avdić, to je ta eden od komedijantov, kjer sta Robert Golob in Tina Gaber križarila po Sredozemlju z njimi, je kaj češ, neko tematiko, helikopterje in za reševanje in bo on zdaj Tino Gaber, če lahko vpliva na svojega dragega predsednika vlade. No, ampak mu je ona dala kar seveda Roberta na telefon, ker je bil slučajno, lej ga zlomka tam pri aparatu. In ga je dala na telefon in sta se pogovarjala naprej. Tako da, vse skupaj je tako amatersko, da zdaj ugled Robertu Golobu s vsemi temi poskusi ne samo pada, ampak roko na srce, zgodba gre zdaj počasi že v minus. Ugled Roberta Goloba, mislim. Išla je nova knjiga in sicer išla je knjiga na podlagi arhivskega materiala o Udbi in o vlogi Milana Kučana, o tem, kako je Milan Kučan zbiral, to se pravi, kako mu je Udba zbirala informacije o stanju in pri svojih političnih nasprotnikih in verjetno pri svojih političnih prijateljih in tako naprej, da je iz, to se pravi, šefa komunistične partije se prelevil v nekega osamosvojitvenega predsednika in še danes je nedotakljiv. Moraš imeti resno organizacijo v ozadju in kot se je včasih reklo v hrvaškem jeziku, bilo kuda, Udba svuda, to se pravi, kamorkoli greš, Udba je povsod. Imamo zdaj to dokumentirano, kako je to možno in dokumentirano tudi, zakaj se je govorilo, da zidovi slišijo, da nikoli nisi sam, da pač Udba poskrbi za svoje prijatelje tudi in predvsem pa za svoje sovražnike. Tako da, toliko za danes v oddaji 7 ob 7. Vidimo se ponovno v ponedeljek na istem kraju in ob istem času. Lepo pozdravljeni.